Kmetje v Sloveniji pridelajo letno približno za 1 milijardo evrov hrane, približno 1 milijardo 800 milijonov evrov hrane pa moramo vsako leto voziti. Slovenija je ena izmed tistih držav, ki ima najmanjšo površino kmetijskega zemljišča za pridelavo hrane na prebivalca. V slabih 70 letih se je v Sloveniji zaraslo od 35% pa do preko 60% zemljišč. S tem se je bistveno zmanjšala površina zemljišč za pridelavo hrane. Sedanji zakoni, povečanje katastrskega dohodka in davek na nepremičnine bistveno vplivata na izračun dohodnine oziroma na nove davke, predvsem KD na dohodnino vseh tistih, ki imajo zemljo, čeprav jim ne dajo nobenih dohodkov. S tem bojo vse družine, ki posedujejo zemljo, v enakopravnem položaju s tistimi, ki tega nimajo, pri raznih socialnih transferih, kot so štipendije, otroški dodatki, plačilo vrtca in tako naprej. Davek na nepremičnine pa bo predvsem tistim kmetom, ki že sedaj porabijo dobršen del svoje plače ali pokojnine, zato da lahko kmetujejo, onemogočil nadaljnje kmetovanje, ker bojo pač morali plačati davek na nepremičnine. V Slovenski demokratski stranki smo proti temu, ker bodo ti ukrepi zdajšnje vlade še dodatno povzročili zaraščanje kmetijske zemlje in zmanjšanje samooskrbe. Pri nas trenutno smo samooskrbni samo z prirejo mleka in mesa, predvsem govejega, pa še zato kmetje uvozijo več kot polovice krme iz tujine. Je tudi ta samooskrba samo navidezna, ni pa realna. Zato v Slovenski demokratski stranki podpiramo vse tiste organizacije, ki stojijo za tem kmeti in se pridržujemo, da če vlada tega ne umakne, da se poslužijo državljanske nepokorščine, ker ta način, kot ga ta vlada sedaj uporablja, vodi v propad slovenskega kmetijstva. Vemo pa, da bo v prihodnjih letih in desetletjih hrana bistveno dražja, kot je sedaj. Lep primer je tudi pred meseci sprejet zakon o gozdovih, ki dokazuje, da vlada ne ve, kaj dela. Hoče oziroma uvedla je prevoznice, ki naj bi naredili red pri sivi ekonomiji z gozdnimi asortimenti, pa je naredila to, da te prevoznice konec koncev veljajo samo za tiste, ki les posekajo za lastno uporabo, tudi tam, kjer izvajajo samo sanitarno sečnjo. Za vse tiste, ki pa so do zdaj nekako špekulirali in preprodajali les, brez da bi plačevali določene dajatve, pa te prevoznice ne veljajo, ker veljajo samo za prvega kupca. Večina lesa pa se odkupi preko 90% na kamionski cesti in samo do tam prevoznice veljajo, od tam naprej pa ne. Tako da praktično niso s tem zakonom naredili nič. Za lastno porabo pa je minister v državnem svetu obljubil, da bo v roku 4 mesecev razveljavil ta ukrep za lastno porabo, to se pravi, da bo zakon popolnoma izničen. Pa smo imeli toliko dela po raznih usklajevanjih in po odborih državnega zbora in na plenumu. To dokazuje, da vlada ne ve, kaj dela, da uradniki nimajo nobenega pravega občutka, kje in kako, na kakšen način bi predlagali oziroma ustvarili take zakone, ki bi bili za današnji čas koristni, ker je seveda marsikje potrebno narediti red. In gozd in kmetijstvo je strateškega pomena za Slovenijo, vendar ta vlada očitno nima nobenega občutka.